Spoštovani, v dvorano prihajata prejemnika državnih odlikovanj, gospa Janja Garnbret in gospod Benjamin Savšek. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme Janja Garnbret zlati red za zasluge. Prva dama svetovnega plezanja je Janja Garnbret iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. Je nosilka prve zlate olimpijske medalje v športnem plezanju v zgodovini. Na olimpijskih igrah v Tokiu je bilo športno plezanje prvikrat del družine olimpijskih športov. Tako se je Janja Garnbret v športno zgodovino zapisala na povsem edinstven, v plezanju bi rekli prvenstveni način. Nepremagljiva in neponovljiva Janja Garnbret je nesporna kraljica svojega športa. Je pa še mnogo več. Ko zanjo rečemo, da je najboljša, to pomeni najboljša na svetu in najboljša vseh časov. Tudi prekaljeni poznavalci plezanja včasih osupnejo, saj se zdi, kot da zanjo zakoni težnosti ne veljajo. Janjini prvi podvigi so bili plezanje na vrhove dreves, na omare in druge kose pohištva v domači hiši. Nato se je vpisala v plezalni tečaj, ker se je spoznala s prvo steno in oprimki. Pred koncem osnovne šole je postala članica mladinske plezalne reprezentance Slovenije. Že v prvi sezoni v reprezentančnem dresu je postala evropska mladinska prvakinja v težavnostnem in balvanskem plezanju. Naslednje leto pa je med mladinkami postala svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju. Po končani osnovni šoli se je vpisala v športni oddelek gimnazije Velenje, do konca srednje šole pa je osvojila blizu 2 odličij na največjih tekmovanjih. Danes ima 23-letna Janja Garnbret 47 uvrstitev na najvišjo stopničko, od tega kar 31 zmag v svetovnem pokalu, 18 v težavnosti in 13 v balvanih. Je olimpijska prvakinja, na svetovnih prvenstvih je osvojila 6 naslovov svetovne prvakinje, je 4-kratna skupna zmagovalka svetovnega pokala športnih plezalk
Ima 1 naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih in 4 naslove zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti. Janja Garnbret je tudi prva ženska na svetu, ki je preplezala steno naravnega plezališča, ocenjeno z najvišjo stopnjo težavnosti 8C. In to kar 2-krat, v prvem poskusu brez predhodne seznanitve s steno. Splezala je tudi na najvišjo zgradbo v Sloveniji, na 360-metrski dimnik termoelektrarne v Trbovljah. Koroška pajkovka, kot jo ljubkovalno imenujejo njeni oboževalci, zase pravi, da je perfekcionistka, ki ne podlega pritiskom. Vlogo favoritine sprejema kot spodbudo in motivacijo. Od vrha domače omare do najprestižnejšega tekmovanja na svetu je Janjo Garnbret vodila pot težkih treningov, odrekanj, trdne volje, garanja, taktike in solz. Zlata medalja na olimpijskih igrah v Tokiu je krona njene izjemne, uspešne kariere, v kateri pa še zdaleč ni rekla zadnje besede. Plezanje je njeno življenje. V steni se Janja počuti najbolj živo. Počuti se svobodno in je nepremagljiva. Zlata Janja Garnbret je svojo trdno in o tem dobro voljo izjemen navdih vsem. V njenih očeh so iskre, ki ne lovijo dosežkov, ampak predvsem presežke. Janja Garnbret je vzornica številnim mladim, ki so se predvsem zaradi nje odločili preizkusiti v športnem plezanju. Z igrivim nasmeškom in osredotočenim pogledom je osvojila srca mladih in starih. Nekateri z njo plezajo, vsi pa za njo navijamo, trepetamo, ko v steni in se vedno znova veselimo, ko pride na vrh. Pripoved o njenih vzponih pa ni le opisovanje velikih uspehov in dolge vrste preplezanih sten. Je pripoved o pomenu nezlomljive volje, odločenosti, vztrajanja in samodiscipline. Govori o močni osebnosti, ki zmaguje sama nad sabo. Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem se je Republika Slovenija zahvaljuje z zlatim redom za zasluge. Spoštovani gospod predsednik, prvo se zahvaljujem za prejeto nagrado. Navsezadnje tako nagrado dobiš enkrat v življenju. Poleg tega pa sem izjemno vesela, da imamo za predsednika takega športnega privrženca, kot ste vi. Vaša spodbuda in navijanje nam je vedno največja spodbuda. Moram reči, da plezanje je neka stalnica v mojem življenju, ko mi bo vedno prinesla neko veselje. Naj bo to, ali so to težka obdobja, ali so težki treningi, ali je kdaj kak slab rezultat, ampak vedno sem pa prepričana, da je bila to prava pot, ki sem si jo izbrala pred 10 leti. Pred več kot 10 leti. Tako da ta nagrada, ko sem jo zdaj prejela, se spomneš vseh težkih trenutkov in si izjemno vesel, da si vztrajal na svoji poti in da si dosegel to, kar si. Tako da se še enkrat zahvaljujem za prejeto nagrado. Hvala, gospa Garnbret.
Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme Benjamin Savšek, zlati red za zasluge. Poet na divjih vodah, tekmovalec s pretanjenim občutkom za obvladovanje brzic in športnik, po katerem se zgledujejo tako mlajši kot starejši tekmovalci. To je Benjamin Savšek, 35-letni Ljubljančan, ki nas z izjemnimi športnimi uspehi razveseljuje že več kot desetletje. Član ljubljanskega kajak kanu kluba Tacen, ki ima izjemno sposobnost razumevanja divjih voda, je kolajne osvajal že v kategorijah med mlajšimi športniki. Vrhunske rezultate pa je dosegel na največjih tekmovanjih v članski konkurenci. Prvo posamično člansko medaljo, bronasto, je osvojil leta 2012 na Evropskem prvenstvu v Augsburgu. Odtlej ni minila sezona, ko nas ne bi navdušil z uspehi, bodisi med posamezniki ali kot član ekipe. Z osvojenimi 18 medaljami na največjih tekmovanjih se je Benjamin Savšek, za prijatelje in navijače Beni, zapisal v zgodovino kot eden najboljših slovenskih športnikov. Prvi medalji iz Evropskega prvenstva so sledili 3 naslovi evropskega prvaka v letih 2015, 2019 in 2020, naslov svetovnega prvaka leta 2017, srebrni medalji svetovnih prvenstev leta 2014 in 2015 ter bronasta medalja na svetovnem prvenstvu leta 2013. V njegovi zbirki so še 3 ekipne medalje svetovnih prvenstev in 6 ekipnih medalj s prvenstev stare celine ter več kot 10 uvrstitev na stopničke na tekmah za svetovni pokal. Vsi ti uspehi so ga pred olimpijskimi igrami v Tokiu postavljali v najožji krog favoritov za osvojitev olimpijske medalje. Pričakovanja na startni črti finalne tekme so bila velika, vendar se je Benjamin Savšek osredotočil na zmago in jo tudi dosegel. Sanjsko vožnjo, ki je bila brez sleherne napake in dotika, je priveslal do edinega odličja, ki mu je v karieri še manjkalo. Njegova zmaga je bila veličastna, na cilj je privihral kot orkan in vse druge za seboj pustil za več kot 3 sekunde. Zlato olimpijsko medaljo v slalomu na divjih vodah je postal 4. kanuist na divjih vodah na svetu, ki je osvojil naslov olimpijskega, svetovnega in evropskega prvaka. Benjamin Savšek je zmagovalec. Ne odlikuje ga zgolj športni uspehi, temveč tudi njegova osebnost. Skromen in prisrčen Beni je vzor novim generacijam slovenskih kanuistov in kajakašev. Zna prepoznati napake, jih priznati in jih nato s vztrajnostjo in osredotočenostjo premagati. Ko je v Tokiu stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, smo vsi razumeli veličino zmage, za katero si je prizadeval dolgo, vztrajno in neomajno. Dolga leta sem garal za tole, to so bile mnogo let moje sanje, vesel sem, da jih danes živim, je tedaj dejal in svojo iskrenostjo navdihnil številne nove občudovalce. Virtuoz na divjih vodah je ambasador slovenskega športa v svetu. Z zlatimi črkami se je zapisal v športno zgodovino in dokazal, da slovenski divjevodaši sodijo v sam svetovni vrh. Za izjemne športne dosežke,
uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem se mu Republika Slovenija zahvaljuje z zlatim redom za zasluge. Spoštovani gospod predsednik, draga družba, priznanje zlatega reda mi res veliko pomeni in mi je v veliko čast in veselje danes stati tukaj pred vami in z vami. Daje mi vedeti, da je bil moj vložen trud v zastopanje domovine na vseh dosedanjih športnih tekmovanjih in doseženimi rezultati opažen in da nekaj pomeni tudi doma. Doma, kjer je najlepše biti cenjen. Hvala tudi vsem, ki pomembno zaznamujete mojo športno pot in prispevate k mojim športnim uspehom. Res smo maloštevilčen narod, narejen za velike uspehe. Tako da še enkrat iskrena hvala iz srca, da smo skupaj najboljši.